Nahajamo se na Fopškem Kalu, ob stavbi, kjer je Zdenka Gustinčič bila rojena in tudi preživela večino svojih mladih dni. Fundacija za dobro ljudi in narave se je odločila, da bo to hišo obnovila in ji dala vso tisto vsebino, ki jo je Zdenka želela in ki jo je imela ves čas v mislih. Zelo smo bili presenečeni ob njeni smrti, ko smo odprli njeno oporoko, ko smo ugotovili, da je v bistvu večino svojega premoženja, svojega življenjskega truda, dela, skromnosti in vsega, kar je ona premorala, podarila oziroma želela, da se na njeno ime ustanovi fundacija, ki bo delovala v dobro ljudi in narave. Stari starši in vnuki. Neprecenljiva družinska vez, ki na eni strani nosi razigranost in zvedavost, na drugi strani pa modrost, znanje in izkušnje. S projektom Šola multimedijskega učenja smo v okviru ustanove Silvana Furlana želeli doseči izmenjavo vsega tega, kar ta vez prinaša. V ospredje smo postavili medgeneracijsko povezovanje, saj smo želeli, da se stari starši in vnuki spoznajo na nek nov način, tako kot se morda še niso imeli priložnost poznati, in sicer preko fotografskega medija. Skupaj smo razvijali sposobnosti za tehnično upravljanje s telefoni in fotoaparati, osvojili osnove fotografske kompozicije in skozi fotografijo predstavili svoj pogled na določeno temo. Izmenjali smo si veliko več kot le znanje. Kakšna je naša današnja fotografska naloga? Kaj čakamo? Zlato uro. Zlato uro. In kaj bomo fotografirali? Jaz bom fotografirala portret moje sestre. Obdane z zlato svetlobo. Ja. Se ti zdi to težko? Niti ne. Ne pravijo zaman, da fotografija pove več kot 1000 besed. Zdenka Gustinčič je bila zelo taka prijetna, nežna, krhka ženska. Spominjam se jo kot dobro prijateljico, vedno se je rada pogovarjala, zelo rada je hodila v naravo. Včasih, ko sva se pogovarjale, pa se sprehajale v naravi, sva se vedno tako malček pohecale v narekovajih, da ko bova velike, bova pa ustvarile celo vas za starejše ljudi. Ta ideja je bila močno zasidrana tako v Zdenki, kot tudi v meni. Zdenka je ves čas nekako videla, da bi se to začelo dogajati prav tukaj na Fopškem Kalu. Seveda je pa najbolj intenzivno
prisotna želja in potreba, da ustvarimo tukaj vse možnosti za medgeneracijsko povezovanje, tako od otrok pa do starejših ljudi, da bomo lahko tej hiši, domačiji, dali to srčno noto, ki je že prisotna v naši kompletni dejavnosti, že v centru Nove Gorice skozi Srečno hišo, in upam, da nam bo tudi tukaj uspelo narediti to srčno, srečno domačijo.